Dober dan, lepo pozdravljeni v sveži epizodi podcasta Delo in dom, podcasta, v katerem govorimo o vseh temah vezanih na kvaliteto bivanja. Danes bomo z izrednim profesorjem dr. Tomažem Novljanom z Fakultete za arhitekturo in Pijo Podlipnik, notranjo oblikovalko iz Estilija showrooma, govorili o mansardah. Mansard se namreč drži en tak romantičen pridih, mitičen sloves bivanja pod streho, ampak zakaj se pa ljudje vedno znova in znova zaljubijo v mansarde in bivanje v njih in zakaj jih mogoče to tudi na koncu razočara? Kaj vidva menita o tem, zakaj se jih drži tak romantičen pridih in kakšna so razočaranja realnosti bivanja pod streho? Ja, mogoče, kar se tiče romantike, dejansko mansarda izvira iz Francije, bolj rečeno iz Pariza. In to že kar dolgo nazaj, kar daleč nazaj. Sicer prva mansarda, ki je bila kot taka zgrajena, datira tam nekje v 16. stoletje. Druga polovica 16. stoletja. Samo ime mansarda je pa dobila po arhitektu mansardu, ki ni bil njen izumitelj, ampak jo je največ uporabljal. Takrat in potem se je nekako prijelo to ime. Srba pa mansarda dejansko v Franciji, oziroma bolj rečeno v Parizu, najbolj uporabljena v tem mestnem ambientu. In sicer po nekih virih, ki navajajo vzroke, naj bi bilo to lahko tudi zaradi, kako bi rekel, davkov, ki so obdavčevali te etaže, ki so bile normalne etaže, pa zgornja podstrešja pa ni bilo obdavčeno. No, ampak bolj verjetna je pa varianta z požarnimi predpisi, ki so bili vedno bolj strogi in so potem nekako tudi to mansardo kot neko varstvo pred požarom potem začeli bolj uveljavljati oziroma se začeli bolj uporabljati. Ko to je v bistvu v originalu je to 4-katna streha, se pravi na vse 4 strani, ampak dvonaklonska, se pravi zgoraj je manjši naklon, spodaj je večji naklon in potem so v tem večjem naklonu so potem noter okna. In tak prostor je lahko enakovreden seveda običajnemu bivalnemu prostoru. Tudi višine so bile omejene takrat na cirka 20 metrov višine fasade, kar je bilo potem seveda logično, da se je znotraj te omejitve čim bolj izkoristilo te bivalne površine. Je pa bilo vseeno to takrat namenjeno bolj služinčadi, verjetno, ker so bili bivalni pogoji vseeno malo drugačni, mislim. Ne izključno. Mansarde so bile lahko tudi zelo razkošne. Tudi po višini, kot po strešnih okenskih odprtinah in tako naprej. Ko sem jaz potovala po Parizu, smo zaradi budžeta ponavadi najeli kakšne stanovanja v mansardah in je bilo ozko stopnišče, vroče je bilo gor, to zdaj ni več tak problem, ko so klime, ampak je bilo ta izziv, ko je bilo treba premagati stopnišča in vročino. No, stopnišča so bila tudi spodaj, dvigalo lahko povlečete. Dan današnji. Dan današnji te stvari. Nudi prav ta komfort kot ostale etaže, ali pa celo malo večji, ker je malo višje, so boljši, lepši razgledi. Marsikje so plusi, tudi mansarde. V bistvu, v čem se torej podstrešje razlikuje od mansarde, oziroma kako lahko tudi podstrešje postane mansarda? Jaz bi mogoče rekla, da podstrešje je prostor, v bistvu volumen strehe, notranji del. Mansarda pa postane enkrat, ko dobi to vlogo bivanja, ko dodamo vse te življenjsko potrebne stvari, se pravi svetlobo, izolacijo, mogoče zdaj malo več izolacije, kakor včasih, zaradi teh problemov vročine, ker je to še vse zgornji del hiše oziroma stavbe, gre vsa toplota gor. In v končni fazi oprema je take stvari, ki potem pašejo tudi v stanovanje. Tako da je ta bistvena razlika. Je pa tudi dejstvo, da je podstrešje nekako mišljeno kot neizkoriščen prostor, ko pa postane mansarda, je pa tudi predmet povečanja bivalne kvadrature objekta, in je treba temu primerno prilagoditi
komunalni prispevek in ostale pristojbine. To je to, čemur sem že prej. Mogoče samo dodam, ta dikcija mansarda oziroma podstrešje, ne, v bistvu je to izkoriščeno podstrešje, formalno, ne, ampak bolj se sliši mansarda. Ne, malo bolj nobel. Da živiš v mansardi, ne na podstrešju. Živiš na izkoriščenem podstrešju, da živiš v mansardi. Ja, vse je tudi v besedah, ne, v semantiki. Kateri pojmi pri mansardah so pa mogoče za laike večkrat nerazumljivi. Kaj je kolenčni zid? Gospod profesor. Kolenčni zid, v bistvu to je ta del zidu od zadnje strešne konstrukcije, oziroma stropne konstrukcije, se pravi od plošče, če imamo, pa do tam, kjer se začne konstrukcija strehe, se pravi tam, kjer kapna lega, običajno leži, počiva. Ne. Ta je lahko različno visok. In omogoča stojno višino že pri zunanjem zidu ali pa ne, odvisno od višine. Odvisno od višine. Kaj pa je stojna višina? To moramo velikokrat tudi strankam razlagati. To je tam, kjer lahko povprečna oseba normalno stoji. Tako, ja. Ampak v bistvu stoji in se kaj dogaja, ne samo stoji pri miru. Ne? Ja, tako da. Kot da običajno tam okrog 2,20 metra je tam ena taka sprejemljiva. Ja. Še en pojem, ko ga večkrat razlagamo, je frčada. Isto ful dolg časa nisem sploh vedela, je to prava beseda. Ja. Frčada je. Ali smo samo prnastko govorili. To je pač nek mali delček strehe, kukrle smo včasih rekli, to je narečeno, ki omogoča namestitev strešnega okna, ampak strešnega v narekovaju, ne, to je še vedno vertikalno okno, ne, in pokuka, pogleda večkrat iz linije strešine ven. Ne. To je bilo, predtem so bila strešna okna taka, kakršna so danes, v kvaliteti je bil to edini način razsvetljave. Stojna višina, ne? Pa tudi stojna višina, tam je običajno že normalno. Naravna svetloba je eden izmed glavnih adutov mansard, a je tudi hkrati največji izziv, kako pravilno razmišljati oziroma umeščati strešna okna, koliko jih, kako količino predvideti strešnih okna in kako jih orientirati. Zdaj, naravna svetloba je predvsem ena stvar, na katero je treba na začetku že misliti. Ne na koncu, ko imamo že vse. Bomo rekli, zdaj pa bomo še svetlobo dodali, pa tako naprej. Ponavadi to ne prinese takih rezultatov, kakšne bi se lahko. Se pravi, zadeva mora biti že v konceptu upoštevana. Je pa zdaj pač tako nepisano pravilo, je bolje večje število manjših oken kot manjše število večjih oken, kot da se svetloba bolj enakomerno potem porazporedi po celem tlorisu. To je seveda dražje kot sicer, ne? Ampak kvalitetno pa bistveno poveča. Je pa z naravno svetlobo tako, da je ona en tak element, ki je za razliko od tako imenovane umetne svetlobe. Ne? Ona je pač taka, kakršna je. Kakršna pač vreme, kakršna situacija v atmosferi, takšna je ona. Poleti je drugačna, pozimi drugačna, zjutraj je spet drugačna, opoldne drugačna, zvečer drugačna. Ne? In tudi s tem je treba nekako računati oziroma to vzeti v zakup. A jih je strešna okna boljše umeščati na južno ležečo stran strehe ali se bolj priporoča severno oziroma osojno? Odvisno, kaj želite imeti v prostoru. Odvisno od funkcije prostora. Nekateri prostori zahtevajo bolj konstantno, mogoče indirektno svetlobo, se pravi sploh ne direktne sončne. Bivalne pa običajno usmerjamo na jug proti sončni svetlobi. Seveda mora biti pa potem zagotovljeno ustrezno senčenje, tako zunanje kot notranje. To je zelo pomembno, da moramo dve vrsti senčil vedno naveščati. To pa današnji strešna okna so že absolutno dost omogočajo vse te stvari. Tudi ni več nekega strahu, da bi so dobro izolirana oziroma pač, da bi obdežil. Dobro ugrajena in to naprej se pravi v nekem zamakanju, ob strokovni ugradni, pa potem jasno tudi zdržuje. Jaz sem imela kakšne primere, ki jih je bilo vse naročnike strah, da bi dali pa strešno okno naknadno in ne ob menjavi oziroma ob novi strehi. Sem jaz gledala kakšne slabe izkušnje, če se je to delalo kasneje.
Ja, seveda, vedno je lažje v novi strehi to Ja. dodajati. Ob stari je treba pač malo več prilagajanja, malo več pazljivosti, ampak Pravi, če delamo s starejšim objektom oziroma staro streho, se strešna okna umešča med špiravce, ja. ne, da ne posegamo v nosilno konstrukcijo. To je ena stvar, ki je treba biti pazljiv. Ja, no, to je glavna stvar, ki ponavadi, ko delamo prenove, predvidimo strešna okna, pa se pa reče, ja, pač točno pozicijo se določi glede na obstoječo konstrukcijo. Tako. Je pa to tudi manjši poseg v konstrukcijo, v bistvu, ne? Ni treba, če si izvedbeno, ni treba žagati, ni treba menjalnikov delati, prilagajati, pa tako naprej. Pač razdalja med špiravci diktira dimenzijo, vsaj širino strešnega okna, ampak se potem po višini. Po višini prilagaja. Je pa to treba vedeti, da za strešna okna ni treba pač gradbene dokumentacije. To je tudi ena stvar, ki ponavadi investitorje zanima. No, ampak mansarde, ki nimajo ponavadi dosti visokih zunanjih sten, da bi imeli neka vertikalna okna, razen v primeru frčat, in je torej razgled pogosto malo omejen. Kako lahko z arhitekturnimi in svetlobnimi rešitvami kljub temu ustvarimo občutek nekako odprtosti in povezanosti z okolico? Meni se še zmeraj zdi, da je tudi to en čar mansard. Ja. Mogoče sploh v objektih, ki so eden bližje drugemu in je lih ta čar, da se ne gledamo za sosedom, ampak če imamo samo strešna okna, se mi zdi, da imamo bolj ta občutek povezanosti z kar je nad nami in ne kar je ob nami. Svetloba, ki pride skozi strešna okna, se mi zdi, da je bolj razpršena. Kar tudi vpliva na prostore sploh, pa je pomembno, da te prostori v mansardi niso preveč zaprti. Če imamo en večji ali pa par večjih prostorov, tudi svetloba boljš pride do izraza, kakor če bi imeli manjše prostore in s tem v bistvu ubijali svetlobo na vsakem koraku. To je res, ja. No, kar se razgleda tiče, absolutno se strinjam s tem. Je pa še ena stvar, da strešna okna so lahko, ravno tako kot pri tem modelu, so lahko razmeroma nizko postavljena. Potem s tem tudi omogočiš pogled v zunanjost. Če je pač želja potem, recimo v nekem naravnem okolju, je to lahko nekaj prelepega. V grajenem, v mestnem, urbanem pa seveda je ta privatnost oziroma zasebnost igra pa potem običajno večjo vlogo. Je pa včasih zanimivo tudi, ker če mogoče nimamo kolenčnega zidu, se pravi, da gre streha čisto do tal, in imamo tudi okno čisto do tal, spet dobimo na tem delu okna mečkan več višine. Sploh, če je streha malo bolj izolirana, bela. In si tam lahko uredimo kakšen mogoče kotiček za branje, kaj tazga. Tudi lahko pride nekaj luštnega. Tak mikroambient se lahko ustvari okrog tega okna. In tako, kot je bilo rečeno prej, prostor je pa vedno odpirati. Da dobimo res iz vseh strani čim več svetlobe, ki jo seveda potem lahko reguliramo s senčili, zunanjimi in notranjimi, ampak možnosti. V bistvu zenitalne svetlobe, to je zenitalna svetloba, ki je še enkrat bolj učinkovita kot je stranska, ker pač pobira svetlobo iz večjega nebesnega svoda, da temu tako rečem. Je to sigurno ena stvar, ki jo je za izkoristiti, če je le možnost. Ja, vsekakor. No, poševni stropovi pa so zaščitni znak mansard. Kako jih lahko izkoristimo, kje so omejitve in kje so prednosti pri zasnovi tlorisa in bivalnih funkcij? Meni se zdi, da če primerjamo zasnovo mansard z zasnovo ostalih prostorov z ravnimi stropovi, se tukaj pri mansardi mi mečkom bolj prilagajamo prostoru, kakor obratno. Ker tukaj, če želimo imeti dober, kvaliteten bivalni prostor, moramo sprejeti kakšen kompromis pa reči, no tukaj pa mogoče ne bomo kuhali, ker je prenizek strop, rajši bomo to druge, pa ta del nižji izkoristimo za nekje, kjer ne stojimo večino časa, na primer. Ja, običajno pač tako midve načrtujeva v najnem delu, da se pač ti nižji prostori izkoristijo za neke shranjevalne površine, oziroma da se odmikamo toliko, da pridemo na približno stojno višino in tam pol organiziramo neke dogajanje, ki se vsakodnevno odvija. Nižje elemente, tudi banjo recimo, se da umestiti v ta nižji del, ker ni
posteljo z vzglavjem pod. Včasih ti shranjevalni deli potem postanejo večkrat bolj globoki, kot običajno, ne? In tudi s tem globim omaram. Potem na drugi strani dobimo vizualno višji prostor kar naenkrat, ne? Ker naš kolenčni zid ni več določene višine, ampak z omaro postane kar naenkrat višji. Ne? Tako da, in potem je tudi, ker je globi, je bolj izkoriščen in v bistvu lahko tja not pospravimo veliko več stvari. Ja, res je. Ko pa je omara zaprta, pa sploh ne vemo, da je koliko je ona globine, globoka. Ne? Če so kakšne stvari shranjene, ki jih ne potrebujemo vsak dan, se človek že splazi, posmuči enkrat na leto. Takega. Še en poseben izziv pri načrtovanju mansard podstrešij so stopnišča. Kaj je treba paziti, na kaj je treba paziti pri umeščanju stopnišč? Ja, stopnicam je zmeri problem, ni problem, ampak to, da zavzamejo pač nek prostor, ne? Ki ga mi smatramo kot neizkoriščen prostor, ampak seveda to ni. Sploh, kar se tiče svetlobe, je to v bistvu nek svetlobni jašek, ki zajema svetlobo tam, kjer je najbolj svetlo in potem pošilja v nižje etaže. Ne? Jasno je, pod vrste stopnice, prav so to enoramne, so dvoramne, so zavite, kakršne so, je treba tem paziti na to, kam jih bomo umestili. Ne? Se pravi, klasično napaka, da so ob zunanjem zidu, pa potem, ko idemo gor, bomo paziti na glavo. Ne? To je najbolj pri poševnih stropovih je to najbolj izrazito, tako da jih je treba pač ustrezno odmakniti. Jasno, s tem zgubiš en del funkcionalnega prostora, mogoče, okrog stopnic, ne? Ampak tudi to se da s prilagoditvijo notranje opreme, ne? Se da rešiti, da potem tam zadnje neke shranjevalne omare, skratka nekaj daš, da je potem ta prostor vseeno ostane izkoriščen. Največ je pa teh problemov, vsaj iz moje recimo prakse, da prideš gor in imaš tak občutek utesnenosti, ker prideš v tistem najnižjem delu. Ne? Se pravi, bi morali nekako v najvišjem delu prideti gor. Ko prideš ti spodnje etaže, da se ti prostor odpre, ne pa da se ti zapre. Točno to sem imela v misli. Zakaj pa v mansardah pohištvo po meri pogosto skoraj nuja, ne le estetska izbira? In kako se ta odločitev za po meri delano v primerjavi z tipskim pohištvom najbolj pozna v vsaki dnevni porabi prostora? Jaz bi rekla, da tipsko pohištvo, ki ga danes vidimo v trgovinah, je narejeno za ravne stropove. Tudi kuhinje, ko gremo v razne trgovine k ponudnikom, ne vem, če sem že kdaj videla kuhinjo, ki bi bila razstavljena, pa da bi bila pod naklonom. Tako da tukaj je že ta izziv, da v bistvu sploh ni ponudnikov, ki bi ponujali ali kuhinje ali ostalo pohištvo za se pravi neravne stropove, strehe. Tako da po drugi strani pa, kaj pa ti drugega ostane kakor mizar. Jaz sem že nasploh pristaš pohištva po meri, tudi če imamo neomejen prostor. Tukaj, ker pa je prostor omejen, bi pa rekla, da če želimo boljše izkoristiti prostora, da nam spod drugega ne preostane. Se strinjam, ker tukaj lahko res izkoristimo vsak milimeter prostora. Ker kvadratura v mansardi ni enako kvadratura na papirju. Zaradi pomanjkanja te stojne višine v robovih. Je pa še višina mansarde lahko en velik plus, ker tukaj, če odpremo ostrešje do slemena, se lahko pridobi tudi na višini in mogoče izkoristi še ta zgornjo višino oziroma še za kak dodaten prostor. Običajno se spalne prostore oziroma neke galerije z enimi dodatnimi ležišči umeščajo igralnice. Bi rekla, da včasih, ko rečemo mansarda, pomislimo na tisnjeno mansardo, pa to sploh ni res. Mansarda lahko v bistvu zelo ogromen prostor z velikimi volumni in včasih to najlepše pride, ko res umestimo na v bistvu dodatno etažo oziroma dodatno višino, res neko ležišče, otroško igralnico, kaj takega se mogoče tudi vidi v, kaj bi pa rekla, potem da kopirajo v kakšnih glamping hišicah. Tudi tam bi bil lahko primer take novodobne mansardice. Kako se to izkoristi potem za dodatno spalno površino. Je pa to seveda izziv, mogoče, kar se tiče
toplote oziroma ogrevanja oziroma hlajenja, ne, ker vemo, da topel zrak se zbira pri vrtu, ne. In da treba potem seveda z ustrezno debelino toplotne izolacije, to, kar je bilo še prej rečeno, pa z ventiliranjem, če se le da z naravnim ventiliranjem, ker najlažje ugraditi klimu. No, ampak to, jaz mislim, da dolgotrajno in še v kakšnem drugem pogledu ni rešitev, ne, ampak se z projektiranjem že, ki to upošteva spet, ne, to naravno cirkulacijo zraka. Tudi zato se lahko stopnišče uporabi, ne, da zajema zrak in potem ta cirkulira. Kakšni pa so še drugi triki za zagotavljanje toplotnega bivalnega ugodja v mansardah? Ja, predvsem je dovolj izolacije in da se ta izolacija, da se tudi zrači ustrezno, ne, se pravi, da se ta izolativni sloj na vrhu ima ta odzračevalni oziroma ta zračni prostor, da se ta toplota, da se neprestano odvaja, da se potem v celem objektu, v globalu, tako rekoč, uredi ta sistem naravnega ventiliranja, se pravi, kje zrak zajemamo, kam ga vodimo, kako on, seveda ta zrak ne sme prehitro krožiti, ker potem spet bivalno ugodje ni zagotovljeno, ker imamo občutek, da piha, pa v bistvu ne piha, ampak piha, imamo občutek. Ne. In pa senčenje. Ne. Senčenje je tukaj bistveno, da mi zagotovimo zunanje senčila, ki že vzunaj pred steklom ustavijo ta toplotni del svetlobe, in da sploh ne spustijo v prostor. Za konec pa mogoče ste pri svojem delu ali potovanjih sta doživela kakšno mansardo, ki se vam je posebej dotaknila in vam je ostala v spominu? Se mi zdi, da ima vsaka mansarda svoj čar. Zdaj nekaj na potovanjih, ker v mansardi tudi doživljaš ta občutek tega mesta oziroma okolja, kjer si. Zdaj, kar se pa tiče projektov, je pa se mi zdi, da je vsaka mansarda svoj izziv, ampak ob koncu vsakega projekta, če so naročniki zadovoljni, se mi zdi, da je to tista kljukica, ki smo jo skupaj dosegali in da to se ne pozabi. Sigurno se strinjam, ja. Moj spomin na mansardo, tisti najbolj nekako sem si ga zapomnil, sega v študentska leta, moja študentska leta, kjer smo bili na obisku v Pragi in smo bivali v nekem danes najbolj mondenem hotelu, ki se imenuje Hotel Evropa. In seveda tam smo bili razporejeni v sobe, ne. To je bilo v 80-ih letih prejšnjega stoletja. No in seveda različno smo bili po sobah razporejeni, eni so bili v tem piano nobile, se pravi v tem najbolj prominentnem nadstropju, drugi so bili malo višji, potem eni smo bili pa v mansardah. Ne, smo tako rekli, zdaj mi pa smo zdaj manj vredni in gremo zdaj na podstrešje v mansardo, ampak ko smo prišli v to mansardo, se je ta občutek takoj razblinil, ker to je bil ta krasen prostor, razen tega, da so bile stene majčkeno poševne, ne, ker je bila pač mansardna streha, je bil to krasen prostor in svetel prostor s krasnim razgledom na strehe sosednjih objektov, tako da sem takoj rekel, ok, mansarda je nekaj posebnega. Ne? Ja, zdaj, ko ste omenili, tudi v Pragi sem študirala na Erasmusu in sem sodelovala v neki delavnici na fakulteti in smo imeli potem razstavo januarja, mislim, da konec semestra, v centru Prage v eni izmed teh stolpov, v mansardi tega stolpa. Se spomnim, da je bil zunaj snežni metež, mansarda je pa imela okna v frčadah in se spomnim te romantike snežnega meteža, medtem ko smo mi pač imeli to otvoritev razstave in tisti tramovi, ko si se v bistvu mogel malo spotikati čez, ker je bil tlak nižji od tramov. Tudi ta, ki ste omenili pogled na strehe, ne? Se mi zdi, da je tudi to sploh na te staromeščanske, da ima en tudi svoj čar. Ne? Ja, sigurno ima svoj čar. Sploh v teh, mestnih središčih večjih mest. Absolutno. Sploh zdaj, ko so te strehe tudi malo renovirane na različne načine, tudi kakšen strešni vrt se kje pojavi lahko, ne ta raznolikost potem, dobesedno je tako pokrajino, mestno, urbano pokrajino dobiš. Kaj lahko vidiš šele. Lahko vidiš šele, ko si gor, Ja, najlepša hvala vam za obisk in za ta prijeten klepet. Vam pa, z veseljem, Vam pa hvala za pozornost.
Se slišimo ponovno čez 14 dni.